Živjo, čakam na Marina Medaka, ki se vrača z nove avanture. Fant je nekakšen Martin Strel med kajakaši, pa ne toliko zaradi drugega, kot zato, ker ga privlačijo ekstremne razdalje. No pa se bo sam povedal. Nič bom še malo počakal, medtem pa poglejmo, kako se je končala kajakaško-veslaška tekma, katere nadaljevanje in zaključek smo vam obljubili že v naši prejšnji oddaji. Na Blejskem jezeru, kjer so doma veslači, se je odvil spopad v dveh različnih čolnih. Nejc Žnidarčič, kajakaš na mirnih vodah in svetovni prvak v spustu na divjih. Proti Janezu Zupanu, blejskemu skifistu, letos že udeležencu svetovnega prvenstva do 23 let. Razdalja je pogodu Žnidarčiču 200 metrov, toliko kot v njegovi sprinterski disciplini na mirnih vodah. Zupan pa je na domačem terenu, a veslaška distanca je 10-krat daljša. Zato se selektor Miloš Janša tokrat ni naslonil na Iztoka Čopa ali Luko Špika, pač pa za prestižni dvoboj določil najbolj eksplozivnega tekmovalca iz svoje flote. Janez, 200-metrska razdalja, to ni vaša veslaška tekmovalna. Kaj praviš, kakšne možnosti imaš na tej precej skrajšani progi? Ja, tukaj mislim, da gre predvsem na moč vse skupaj, tako da poskušaš narediti par dobrih štartnih zaveslajev, pa kar ti še ostane moči, probaš potrošiti do konca. Na tekmovalni, kaj pa na 2 kilometra, kaj je 10-krat daljša, tam je pa treba malo porazporediti moči čez celo progo. Se pravi, tukaj neke hude taktike ni? Ni, tukaj sam močno štartati, pa tako do konca, to je to. Koliko krat oziroma kako pogosto na treningih sicer vadite tako kratke intervale? Ponavadi ob koncih tedna, ko vadimo štarte, pa mogoče naredimo par ponovitev, tam okrog 6 na taki razdalji, to je pa to. Pravijo, da si najbolj eksploziven med slovenskimi veslači, da se ti voda kar sama takole na začetku odpira. Ja, ne vem, recimo, čeprav z Lukom direktno se še nisva nikoli tako pomerila na orank, ampak ja, tudi kaj v Ljubljani ta šprint regata, sem ponavadi prvi. Kaj nervozen pred to preizkušnjo? Malo, ni hudega ni, ker ni lihnega pritiska, ampak tekmo, tako smo potrudili. Ja, koliko si kdaj razmišljal o teh dvobojih, mogoče z veslači, ki so sicer vajeni daljših razdalj? Ja, z veslačem nisem še tekmoval, tako da mislim, da bo kar zanimiva preizkušnja. Mislim, da imam jaz tu v štartu sicer malo prednosti, ker lahko zvišam frekvenco, oni je tako lahko ne zvišajo. Potem mislim pa nekih 100 metrov, da se bo ulovila in v cilju mislim, da bo kar borba. Janez pravi, da taktike na tako kratki razdalji ni. Kaj praviš ti, kako se boš ti lotil te tekme? Isto kot normalno 200-metrsko preizkušnjo, probaš čim bolj štartati, povečati hitrost na najvišjo in pol držati čim več časa in klasično. Miha Pirih bo v vlogi starterja. Kaj pravijo tvoje veslaške izkušnje? Kakšen bo ta dvoboj? Moje veslaške izkušnje, čeprav so kar precejšnje, mi nič poseben ne morajo pomagati, ker takih zanimivih duelov si še nismo privoščili. Imam pa občutek, da zna kajak potegniti iz štarta, nekoliko videti našemu veslaču, mislim pa, da proti koncu, da bi ga pa že mogel ujeti. Spoznal si se tudi nekoliko s časi, kakršne dosegajo kajakaši na mirnih vodah. Vaše veslaške tako vse dobro poznaš. Kaj praviš glede na to? Da so te časi so kar podobni. Sploh na 200 metrov se mi zdi, da z daljšanjem distance se počasi nekoliko v naš prid obračajo. Ampak tukaj se pravi šprinterska varianta. Zanimiv bo, težko napovem zmagovalca, res. In sedaj gre za res. Tudi za čast, prestiž in potešitev radovednosti. Kdo je torej v danem trenutku hitrejši? Attention, go!
čestitke, bravo, dobra tekma, dober rezultat in pa na koncu zmaga najprej. Nam je sedaj lahko poveš, je bilo kaj treme pred začetkom? Ja, sigurno je bila, mislim, sploh pred takimi majhnimi, ki niti ne vem, dostikrat pričakujem, da zmagal, je še pol toliko večja trema, tako da ja, zdaj se veliko bolj sproščeno počutim, kakor pa pred tekmo. Po pričakovanju je Nejc na startu nekoliko pobegnil, si imel sploh čas razmišljati, kako odreagirati, si ga imel ves čas v vidnem polju očesa? Ja, je bil, vendar sem mislil, da bo bistveno bolj pobegnil, tako da sem ga lahko nadzoroval in po presenečenju, ko se zgovarjala, sem v bistvu mislil, da me že lovi, vendar je pol se izkazal, da sem vseeno, da sem povečeval svojo prednost. Tako da sem bil kar prijetno presenečen nad rezultatom. Ja, me je kar pozitivno presenetil, res. Mislil, da bom jaz malo na štartu dobil, ampak sem bila kar izenačena in ko je dobil hitrost, se je razlika samo povečala, tako da mu lahko sem čestitam, bilo res pošten nabor, je bil boljši danes. Ja, si imel nekaj težav na startu, nesporazum s samimi povelji? Ja, pri nas je štart res takoj na pripravljenih, tako naslednja beseda je že štart, tukaj je malo počakalo, ampak to sploh ni izgovor, ker na štartu so bila še poravnana prvih 100 metrov, potem se pa sem še odeleval, tako da poštena borba. Ja, si storil kakršnokoli najmanjšo napako, ki je praktično ne sme biti na tej 200-metrski razdalji? Ja, tehnično ni bila najboljša vožnja, ker zdaj nisem nekaj časa sedel v čovnu, ampak mislim, tudi če bi bilo, mislim, razlika ne bi bila drugačna. Napoveduješ kakšen povratni dvoboj, ko boš maksimalno pripravljen, mogoče pred olimpijskimi igrami v Londonu? Ja, oni imajo zdaj svetovno prvenstvo, sigurno v vrhunski formi zdaj, tako da lahko se dobimo naslednje leto pred mojim svetovnim in da bomo imeli čas za revanšo. Če ne na mirni, pa mogoče na divji vodi s kakšnim drugim. Pa še bolj z veseljem. Obeta se torej povratna tekma, verjetno v drugačnih okoliščinah, a zagotovo tudi tedaj z našo prisotnostjo.